Ravno zadnjič sem podpisal pogodbo za novo skeletno hišo in zdaj gledam, kako izgleda skelet, če vmes ni stene. Hec. Mislim, pogodbo sem res podpisal, ampak vsi vemo, da tole ni skelet hiše, ker je tole kozolc, pravzaprav dvojni kozolc. Toplar bi rekli pri nas. Sem pa v deželi kozolcev v dolenjskem Šentrupertu in tukaj imajo razstavljenih 19 kozolcev, ki so jih pripeljali iz teh bližnjih vasi. Kozolci so kar ena taka slovenska specifika. To sicer ne pomeni, da jih ne najdete nikjer drugje po svetu, so pa vsem zelo značilni za nas. No in takšni dvojni so zelo primerni za shranjevanje kmetijske opreme, gradbenega materiala, orodja, strojev, pa tudi novih vozil. Je pa tamle še ena stvar, ki je v bistvu precej značilna za Slovenijo, čeprav jo ponujajo marsikje po svetu. In je stara že 50 let. 51, če sem čist natančen. Kar pomeni, da ima kar bogato zgodovino. Tako kot kozolci. Evo jo, ga, Volkswagen Passat. Sinonim družinskega avtomobila, ki od nekdaj ponuja ogromno prostora. Je pa z leti in z generacijami zrastel in to celo toliko, da starega trenutno ne vidite, čeprav gledate v pravo smer. Ok, da odpeljte ga, prosim. No, tole je prva generacija Volkswagen Passat in tale je celo eden prvih letnik 74, kar pomeni, da praznuje 50. obletnico, pa še v odličnem stanju je. Lastnik Matija je bil zadnjič z njim na slovenski premieri novega Passata, ki je seveda zelo zanimiv, ampak mi je tale še bolj padel v oči. Mogoče zato, ker ga je zdizajniral Giugiaro. In zdaj greva z njim en krog. Jaz pa Matija, ne Giorgetto. On ne bo v Italiji, kjer ko že je. Matija, klima ti je crkljna, a imaš zato odprt oken? Ja, točno s tem namenom. Malo je vroče, sonček. Ampak nama ni hudega, ne? Nič hudega. Poslušaj, a je bil ta Passat, ki si ga vzel, že v takem stanju, tako lep, ali ga je bilo treba obnoviti kaj? Zdaj, lep je bil, vendar ga je bilo treba ravno tako obnoviti. Se pravi, obnoviti je bilo treba zunanjost, kar se tiče lepotnih popravkov, rjavine, spolirati ga je bilo treba. Potrebno je bilo popolno obnova mašina, se pravi, predihtati. Pa notranjost je bila zaradi dotrajanosti v bistvu čakanja na naslednjo vožnjo 30 let. Je bilo treba popolno čiščenje, ker je bil zaprašen, ker je sneg. Okay. Zakaj si pa odločil sploh za Passata? Moja prva želja je bila Passat. Ko sem jaz delal šolo, sem rabil za projektno nalogo, recimo avtomobil ali pač neko stvar. In sem si zaželil ravno tega Passata. Če se ne motim, so obstajali tudi trivratni taki, ne? Res je, tista je bila coupe varianta, tista je bila pred temu, vendar je bila bolj pogosta, bolj zaželjena kot ta je pa prostoren. Ja, koliko pa je takih sploh na naših cestah? Zdaj, lani, kot sem jaz registriral avtomobil, je bil ta avto edini na cesti. Hudo. Ampak vse to je tehnično v bistvu Audi 80, ne? Če se jaz ne motim. Res je, kar se tiče notranjosti, je identična, pa motor ima isti. To je kaj? Benzinar 1.3? 1.3 benzin, tako Golf enke so imeli isti motor. Okay. Vse izhaja iz Golf enke, so šli na Passata. Torej 1.9 TDI pa 2.0 TDI takrat še ni obstajal. Žal ne. Super. Zdaj, ko je malo veter zapihal, pa je manj vroče, se imam prav fajn, ampak vsem, da boš mogel počasi nazaj peljati, ker jaz moram nadaljevati z delom. Te bom zapeljal še en krog, pa bom videl, koliko je luže. Z mene.
Ok, gremo naprej in čas je za, ne še za tegale, no, ampak za drugo generacijo, ki je bila na cestah med leti 80 pa 88. B2 je bila interna oznaka, jasno, ker je šlo za drugo generacijo, no in ta je ponudila že veliko več prostora. Še vedno ne morem reči, da je tole podobno karavanu, ker se zadaj konkretno spusti, je pa večji in druga generacija je bila opremljena lahko že s 4-kolesnim pogonom Syncro. Ali pa tretja generacija na cestah od leta 1988. Evo, tole je pa že pravi karavan, kakršnega poznamo tudi danes. Samo dobrih 30 cm je krajše od tegale. Zadnjič so na tiskovki rekli, da ljudje rastemo in najprej nisem razumel, ker jaz sem že 25 let enak majhen, ampak zdaj razumem. Se tudi jaz kar fajn širim. No, Passat variant iz leta 1988 je prvič ponudil prečno postavljen motor, da je bilo znotraj potem lahko še več prostora. Prtljažnik pa je imel na primer 465 litrov, danes jih ima pa tale novi 690, da si boste lažje predstavljali. Pa 2,8 litrski VR6 motor je bil takrat že na voljo. Ja, njami. Potem pa četrta generacija, ta po merah v bistvu ni zrasla, je pa z njo Passat postal veliko bolj uglajen. Tukaj mislim predvsem na notranje materiale. Na testu trka NCAP je dobil 5 zvezdic, to pa zato, ker je serijsko ponudil že 2 varnostni blazini in zategovalnike varnostnih pasov. Je pa tole generacija, ki se je po mojem mnenju kar precej izognila radarju. Hočem reči, na njo pomisli manj ljudi kot na eno prej in na vse pozneje. Nova merila v poslovnem razredu je po svoje kar dober slogan, ki ga je uporabljal za 5. generacijo Volkswagen, no ta Passat je vztrajal na cestah od leta 96 pa do 2005. Z njim je Volkswagen naredil kar en velik korak naprej v smislu elegance in uglajenosti in v bistvu tudi ta generacija je bila zasnovana čisto na novo. In to je v bistvu že tisti model Passata, ki se ga marsikdo med vami še spomni. Večinoma zaradi 1,9 litrskega TDI motorja, ampak takrat sta bila v ponudbi še dva bolj zanimiva. Prvi je bil 6-valjni dizelski, drugi pa pošastni bencinski dvojni V8, no in takšen Passat je danes sanjski za zbiratelje. Gremo naprej na Passata, ki je v bistvu bolj slovenski od tipično slovenskega Passata in na 6. generacijo. Bolj slovenski pa zato, ker ga je zrisal naš Robert Lešnik. Danes dela pri eni drugi znamki, med študijem v Nemčiji pa je opravljal obvezno prakso pri Volkswagenu, tam so ga pozneje tudi zaposlili, ker so očitno hitro videli njegov potencial in ta elegantni Passat je zrisala njegova roka. V podkoži pa so v različici R36 postavili zmogljiv stroj s 300 konji. Imam prijatelja, ki je imel takšnega. No, sam ne R36. In tega tudi B7, ker smo že pri 7. generaciji, no in tukaj dvomov o eleganci ni več. Ker je takšnih še zdaj na cestah veliko in so skoraj še aktualni, no, čeprav zares niso. Testa tega se dobro spomnim še sam in v mislih imam tako eno besedo udobje. Prav lepo tih in udoben je namreč bil, pa seveda prostoren. Nekatere različice so že takrat imele funkcijo start-stop, da se je potem motor ugašal na semaforjih, no in takrat je Volkswagen pošteno pri Passatu zavihal rokave, tako da je bilo tudi veliko varnostnih elementov. Ja, zdaj smo pa že skoraj pri tebi, no. Samo še ena generacija manjka in sicer 8, tale je namreč 9. No to je pa generacija Passata, ki ga trenutno še vozi ta isti prijatelj, ampak ga ne bo več dolg, ker je že naročil novega. Ko smo imeli veliki prima test karavanov, je zmagal Passat, ker je ponudil veliko vsega in povsod. Generacija, ki se je ravno kar poslovila, je bila tudi prodajna uspešnica, saj je Passat pobral polovico kupcev tako velikih karavanov, polovico trga. Noro. Jaz sem mu takrat na testu dal oznako Piflar, ker je bil toliko dober povsod. No, 10 let je bil na cestah. In zdaj končno novi Passat. Samo še en teden počakajte, pa vam ga pokažem v naslednji oddaji. Ne se jeziti. Je šef tako rekel. Ne moram jesti tle zdaj.